Nahajamo se pred nemško obmejno barako, katero so zgradili Nemci med drugo svetovno vojno, katero so pa napadli partizani in jo požgali. To je bila lesena, spodaj je bila betonska zidana, potem pa leseni tramovi oziroma lesena konstrukcija v dveh štukih. Bila je tudi, se vidi še obzidje, pa vidi se tudi še temelji za te stebre, ki so držali verando. Sedaj lahko gremo. No, še prej mogoče, če pogledamo, kako je na tej fotografiji izgledala. To je ta stavba. Za časa nemške tako, ko so je naredili. okupacije. To so te stebri, ki so bili zidani, potem je pa lesena veranda. Prišlo se je pa z obeh koncev, to se pravi, iz tega konca se je prišlo na verando in iz tega konca na verando. Tako da so Nemci imeli pogled na celo Ljubljano in ta gozd je bil požagan in požgan, ves les pa je bil odpeljan v Nemčijo preko tovorne postaje v Zalogu. Sedaj lahko gremo malo pogledati, kako noter izgleda. Tukaj so imeli Nemci v tem prostoru, je bil krojač. Je bil krojač. To so bili leseni tramovi, to je bilo pa vse zidano. Od spodaj je bil iloka, potem pa tak manjši 5 cm beton, na kar je bilo pa položen lesene deske. To je še, delali so pa to moj star oče, oziroma moj star oče pa moja stara mama med drugo svetovno vojno za plačilo. To so Nemci vse plačali, vsak dan na roko tema. Potem pa, ko je bilo to požgano, so pa vse moje stare starše, pa moje mamo odselili v Nemčijo kot delovno silo za v Nemčijo, v taborišča. To je bil betonski temelj narejen, na kar pa je bil gor zidan z zidaki do višine 2 metrov, na kar pa je bilo povezano z lesenimi tramovi ta veranda, plus ograja. Do verande ste prišli iz dveh koncev, to se pravi iz tega konca in iz vrhnjega dela. Pri izkopavanju se je našlo še nemška čelada, kolut, bodeče žice, pa vojaški bajonet. Ostalo pa verjetno je bilo vse zgorelo, oziroma mogoče je bilo že tudi prej pobran po vojni. Kje ste našli to čelado? Tle noter, ko smo kopali z bagerji izkop. Tam dol pod tem hribom se nahaja zajetje, oziroma izvir vode, kateri so pod Cevek speljali do tega rezervoarja. Betonsko, ki se te od spodaj vidi na travniku. Od tega rezervoarja pa so oni pumpali vodo v gornji rezervoar, ki še danes drži vodo. Tako da so oni imeli pitno vodo, že med vojno. To je bila obmejna karavla, kateri so imeli Nemci tudi svojo konjenico. Tukaj je bil bel pesek in tle so bile štale s konji. Na tem nivi, tle je niva, je bil pa vojaško strelišče, katero se je ural nivo, noter bilo na stotine in stotine praznih čavar. Ta, ki je gozd zaraščen, to je bilo vse posekano in požgano. To se pravi, to je bilo obrisan prostor do Ljubljane, oziroma do Zaloga. Dano je pa bilo žicam, na katerih so bili pripete, z obeh strani so bili pripete bombe, prazne pločevinke, tako da so bilo onemogočen prehod partizanom oziroma kurirjem oziroma mojim starim staršem, kateri so nosili pošto med okupirano Ljubljano in Zasavjem. Ampak moja stara mama se je znašla in je vsak dan nosila mleko v dolino, v kateri je bila kanglica z dvojnim dnom, noter so bili pod spodaj pa sporočila. To kanglico je odložila, drug dan je vzela drugo kanglico, od spodaj je bilo že sporočilo. Tako da so vedeli,
kje se nahajajo Nemci, kdaj gre patrola, kdaj je smena, a ne. Tako da v bistvu so bili vsi na tekočem, a ne. Ona je bila partizanska kurirka. Tako, ja. Ker moji stari starši, od mojega očeta, sta oba brata padla med drugo svetovno vojno. Eden je padel v Gostinci, to se pravi cirka 5 km od tukaj, v spopadu z Nemci, kateri se ni hotel predati, ne, in se do zadnjega metka branil. Tu v bližini so tudi Nemci postavili stražne stolpe. Tako je, stražne stolpe so postavili, kateri so ostali samo še te v bistvu leseni tramovi so pogoreli, oziroma se jih potem po vojni demontirali domačini, ostali so samo še osnutki teh betonskih temeljev, kateri se pa vidijo. To so pa cirka visoki 2 metra visoki. Nekateri pa niso niti bili dokončani, ne. Nekateri boste videli, da so naredili samo 3, eden manjka, to se pravi, je bila že prej konec vojne, ne, oziroma so že tle partizani prihajali masovno nad Ljubljano, ne, iz Dolenjske, ne. No, na to obmejno postojanko, katere ostanke zdaj gledamo, ne, so partizani tudi napadli. Kaj pa o tem veste? Ja, napadli so jo po noči, iz smeri Zagradišča, to se pravi iz te smeri, a ne. Razstavili so top, a ne, po pripovedovanju moje stare mame, katera je umrla v starosti 84 let, so razstavili top, kolesa, cevi so prinesli do prvega ovinka, konji so imeli na kopitih privezane cunje, da so šli neslično, potem so sestavili top, a ne, na ovinku in bilo je pa zmenen, da bo prišla še ena partizanska četa iz Dolenjske, da bo zaprla Besnico, da se Nemci ne bi mogli ubraniti oziroma zbežati, a ne. Ker pa je ona zamujela za več kot 1 uro, a ne, so partizani napadli z topom, a ne, nekajkrat ustrelili, potem je pa baraka začela goreti, a ne, in Italijani oziroma Nemci so zbežali po dolini proti Ljubljani. To se pravi, oni se niso umaknili proti Zalogu, a ne, kakor je bila zaseda narejena, ampak so se umaknili proti Ljubljani, tako da ni bilo nobenih žrtev.